To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Živijo stane v teh težkih časih. Živijo, David. Kaj te pa teži? Ko mi težijo, nekaj čudnega se dogaja na trgu, ampak mene bolj zanima, kje si bil ti zdaj. Imel sem opravke, ampak se me ni nihče pogrešal. Kako ne? Pa nič posebnega se ni zgodil, oddaja je tekla naprej. Kako to misliš, nič posebnega se ni zgodil? Kaj se je pa zgodilo? A ti Poslušaj, sploh kaj? tudi Banka Slovenije ni imela guvernerja 380 dni, pa ga noben ni pogrešal. Sploh noben ni vedel, da ga rabimo, noben ga ni potreboval, pa so ga vse izvolili in nazaj in nikome ništa. Pismo je. Imaš prav. A si se ti vprašal, zakaj imamo sploh guvernerja Banke Slovenije? Institucije, ki ne izdaja denarja? Ne vem. Jaz tudi ne. Bog jih nima rad in to plačujemo. Ja. Moraš imeti v vsaki državi izpostavo. Ne? Če je to zdaj na evropskem nivoju, ne, centralna banka, pa moraš imeti v vsaki državi eno izpostavo tega. A veš, kaj sem slišal? Ne? Da je guverner tisti, ki lahko na zasedanju Evropske centralne banke glasuje, če pa ni guverner, pa ne ve, pa ne sme. Aha. In A mi pa nismo smeli? Ne. a mi pa, Če ga ni, je pa sigurno viceguverner lahko. a misliš, da guverner Slovenske banke centralne prispeva lahko kamorkoli, a njegov glas sploh lahko kaj spremeni? Ful. Sigurno. A je pol on Bitcoin skladil dol s ceno? To pa ne bi vedel, ampak tudi bi lahko bilo. Nič ni za izključiti. Ne verjamem. Ne? On se noče o tem pogovarjati. Kako ne? Dajva pogledati, koliko je sploh cena zdaj dol. Ko snemava, je cena v dolarjih 71,000 dolarčkov. Okay. Se pravi, smo dol 45-46%. Nekaj je, ne? All time high, all time high, začetku oktobra, ne? Začetku oktobra, 20, no, sej imam. Sem si naredil en tak lušten dashboard, no? A si ga pogledal kaj? Sem res, to si na vibe kodu, a ne? Neki te AI, Vibe pa te kodu. umetna inteligenca, pa je neki atan. Bravo. Ja, meni je všeč, tebi vem, da ni, ampak ok. Sploh cena nama ni všeč, to je absolutno. Slabo si na vibe kodu ceno. Ja. Grafe slabo rišeš. Ampak ne, sem kar ponosen, no. Me zanima, če ste vi tudi kaj vibe code, ali malo povejte, pokomentirajte, kaj ste kaj naredili. Bo objavila link do... Česa? A ne bo objavila link? A tegale? Ja. Tega sretno. Kdo pa to rabo? Tlej so neki bloki, neke številke blokov, koga to zanima. Trenutno imamo 935.625, koga to zanima? Ja, mene zanima, kdaj bo milijon ti. A milijon ti? A veš, da imamo ta podatek tudi noter. Kdaj In bo? sicer trenutno zgleda, da bo 2. marca 2027. Upam, da bo tudi cena malo višja, kot je zdaj. Bo videla, gol ne veš. Ok, peva. Naprej mi dva. Kam greva? Kako se pa ti počutiš, ko Bitcoin takole pade? Pismo, po pravic, majčkeno sem spet začutil tele ene čudne take v želodcu, malo take čudne občutke. Aha, zaljubljen. Ja, bolj bi bilo, če bi bil zaljubljen, ne? Ja. Tako da, ja, malo neprijetnosti, ker sem jih, mislim, da malo že pozabil. A si jih kaj poslušal od svojih nevernih Tomažev, prijateljev? Ne. Ne. A veš, da za čuda ne. A veš, da tudi jaz ne? Kar mi je v bistvu na nek način dober. Ne? In tudi od ostalih, se pravi, ki so v tem noter, nisem slišal, da bi kaj veliko razen od enega, ki so se prestrašili, da so bili frišni, pa so zbežali ven, so prodali. Od teh, rečemo, ki imam konstanten kontakt, pa ne. A veš, da jaz poznam samo enega, ki je prodal vse. Res, da... Tudi bajto? Ne še. Okay. Žal, zato da bi pol s tem Bitcoin kupil. Je pa prodal tik preden se je do konca usul, tako da če zdaj nazaj kup, bo nekaj celo še zaslužil. Sem dobil pa kar nekaj klicev, presenetljivo, ljudi, ki so zdaj hoteli Bitcoin kupiti. A res? Ja, to me je pa kar presenetilo, ker v prejšnjih bear marketih se mi zdi, da je bila sam panika in jaz sem bil pač bedak. Ja, no, se to smo tudi zdaj, se ne boš mislil, prej smo bili, zdaj smo tudi. Ampak ja, prej, kar si rekel občutki, malo so se vrnili, ja. Skozi prejšnje cikle je bilo tega več. Res je, da smo zdaj sam 50% dol, takrat smo bili tudi kaj več, ne? Ampak je bil pa ta dan ali pa dva, ki se tole, ki je hitro padal, so bili kar taki močni dnevi. Tako da, ja, malo sem se spomnil tega, malo sem imel ene take negotovosti vse, ampak pa se vrnem
zmer na vprašanja, ki si jih zastavim. In sicer, a Bitcoin kot tak je še zmer varen, a je bila kriptografija razbita, a je še vedno decentraliziran, a je še vedno absolutno omejen, ga ni moč cenzurirati, ga lahko pošljem komorkoli, kadarkoli, kamorkoli, a je odprtokoden, a je to še vedno peer-to-peer denar, ki ga lahko pošljem tebi ali komorkoli že. A še vedno ga noben ne nadzira oziroma ga obvladuje, nima direktorja, lastnika. In pa ja, mi omogoča lastništvo meni, če imam seveda ključe pri sebi. Tako da to se pol vprašam, si odgovorim, in če to še vedno drži, pol se malo pomirim. No in jaz mislim, da čisto na vse te točke si lahko odgovoriš, da je to še vedno tako, kot je bilo, ne? Drži. Se pravi, da je padec cene rezultat neke manipulacije ali pa odraz enega večjega trga od trga Bitcoina s fiat valutami. A si kaj pogledal, zakaj pa je zares padla, to sploh vemo? Malo sem pogledal, ja. Ampak še pred tem bi se vrnil na to, ko sem prej rekel, se te neke točke, ki jih preverim. Naj to vsak naredi. V bistvu, če sem pošten, to naredim, ker ne sem takrat, ko cena toliko pade, ampak se sprašujem, nam rekel vsak dan, ampak lahko sigurno rečem, da enkrat na teden ali pa večkrat, a to še vedno drži. Ker če nekaj od tega ne drži, pa je to res velik signal, da je treba vtise zakopati, pa preveriti, kaj se je spremenilo, se je kaj konkretnega toliko spremenilo, da Bitcoin ni več Bitcoin takšnega, ki mislimo, da je. Ne? Tako da ja, kaj se je pa zgodilo, ne vemo točno, kaj se je zgodilo. Malo sem prebral ene par različic, kaj bi se lahko dogajalo. Ena varianta je, se bo potrdila verjetno takrat, ko bojo mogli institucije na trgu, na finančnih trgih, ki razkrivajo, naprimer po koncu kvartala. Ne? No in tukaj je teza, da so Hong Kong hedge skladi se bili izpostavljeni na EBIT delnice, se pravi, to so neki izvedeni finančni inštrumenti in so jih mogli začeti prodajati. Očitno velike količine, vse to se je dogajalo, večina prometa, ko je šla cena dol, je bila ne na spot trgu, se pravi, ne na, kako se reče spot trgu, zato da ti dejansko kupiš Bitcoin, ampak so to samo izvedeni finančni inštrumenti, ki to ni Bitcoin, ne? Ki stavijo na ceno Bitcoina, ne? Ja, to ni Bitcoin, ne? No in tam je bilo večina prometa in tam se je zadeva dogajala, ki je pa pol povzročila, da je pa cena tudi na Bitcoin direktno marketu padla dol, ne? In to se je dogajalo, 2-3 dni. Volumni so bili veliki, na samih exchangeih pa volumni niso bili toliko veliki, ne? Ja, praktično jih ni bilo, ja. Ja, plus ni bilo videti, da bi individualci se res močno prestrašili in kapitulirali, prodali svoj del, tako da kar je pozitivno. Tudi če greste pogledati graf, kako je v bistvu bilo dost kontinuirana prodaja, stalna, kjer ni bilo teh klasičnih odbojev, ko gre cena dol, ampak je res drsela sistematično do pač, kaj je prišla, 63, 62 ali kakorkoli že bila. Tako da to mi je bilo malo čuden, takrat, ko sem na hitro pogledal, pa sem pa začel malo brati, ne da bi jaz to lahko, ali pa niti si nisem vzel časa, da bi to raziskoval, niti nimam znanja, da bi vse to predelal, tako da sem čakal, kaj bojo povedali. No in ja, eden izmed teh glavnih naj bi bil to, da je zaenkrat še neznana institucija, eden ali več hedge skladov mogla likvidirati to, zdaj je bilo to namerno ali je bilo to pač prisilno, bomo videli. Sprav, on mora nekje priti do likvidnosti in je pač to, kot izrabil Bitcoin kot najbolj likvidno sredstvo. Bomo videli, ali je bilo to ali je bilo kaj drugega, to ne vem. Ampak ne samo to, je verjetno še kak drug razlog, zakaj geopolitična situacija trenutno ni najboljša, ne? To je tudi en izmed razlogov, verjetno, da je pol mogoče še bolj to padel. Še kaj tazga? Ja, Trumpu še zmeraj ni uspel tistega njegovega kriptozakona spraviti potrditi. Ja, drži. Jaz sem tudi malo razmišljal, kaj pa, če si Trumpova družina na ta način baše žepe, ne? Se pravi, izkoriščajo notranje informacije in nižajo ceno, da lahko kupijo več Bitcoina.
Sam pa seveda ne vem, pojma nimam. Ja, skratka, tako trenutno zgleda, kot da gremo v nek bear market. Ne? Bomo pa videli, kaj bo. Ne presenetili. Dobro mi je bilo to, da se individualci niso ustrašili, no, kar mi je bilo. To pomeni, da niso še vsi 100% v Bitcoinu. Mislim, z vsem svojim imetjem. Ja. Zaskrbljujoče. Drži. In ta super cikl, ki je bila ena izmed teorij, ne? No, zdaj vidimo, da ta super cikl ni zdaj. Ne? Mogoče bo naslednjič. No, bomo videli, kam gre. Ne? Ja, bomo videli, kam gre, ampak takrat ta teorija tega super cikla je bila, da Bitcoin ne bo več padel v takih procentih. Ne? In da... To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. No, ampak je pa tudi teorija, da bo Bitcoin padel na nič. No, čak, to pa zdaj ti malo že prehitevaš, ne? Ja, drži. Znači ne prehitevaš, čak, ne deva pogled. 463 krat so zabeležili, oziroma so Bitcoin oznanili, da bo šel na nula. Da bo propadel? Da bo propadel, ja. A skaj imava kakšno dobro informacijo? Ja, če bi vsakič investiral koliko $100, ja? Ko so ga razglasili mrtvega, bi prihranek danes znašal $73,676,696. Ni švoh, ne? Za mrtev coin. No? Ja, za mrtev asset, ja. Za mrtvo sredstvo tik pred propadom. Če bi pa vsakič, se pravi 463 krat po $1 kupil Bitcoina, bi pa zdaj imel v fiat vrednosti približno $800,000. Kar tudi ni tako švoh, ne? To ni švoh. Ja. Ok. Mogoče moramo vsakič kupiti za €100, ki pade, mislim, da je Bitcoin mrtev. Bitcoin gre na nolo. Je pa res, da je bil večkrat mrtev v preteklosti, ne? Zdaj v zadnjem 2 letih ni bil tokrat. Ja, sem malo nehal. Ja, tiste, ki zanima, pejte pogled na stran bitcoindeath.com. Zanimiva stran. Imate na vseh teh pikcah imate tudi napisan, kaj je bilo, kateri medij, kaj so rekli. Tako da, ja. Tisti, ki spremljate Twitter, ste verjetno zasledili Epstein Files in tako naprej. To je tudi v naših množičnih medijih, ampak v množičnih medijih ni bilo poročano o tem, da Epstein je Satoshi. Ja, ni on zdaj na olimpijskih igrah. On je tudi Satoshi. A res? Epstein je posod. A je? Po moje je on zdaj na olimpijskih igrah. Ne, sej, mislim, da je brat od Chucka Norrisa. Nekaj tasga. Po moje je v trojnem skeletonu tako. Ja, skratka, Epstein je... Te datoteke so kar, mislim, datoteke, te maili in komunikacija je marsikaj razkrila, koliko lahko temu verjamemo, pa kaj vse so pokazali, naj vsak pri sebi malo razmisli, ja, a so vse pokazali ali niso, ne? Ampak iz tega izhaja, da so bili določeni ljudje, ki so bili na začetku pri Bitcoinu v stiku z njim, ali pa z njegovo administracijo. Ali pa z njegovimi puncami. No, ne vemo, ne? Adam Beck, na primer, Gavin Anderson, kaj je to, Vladimir van der Laan. Ja, ampak Gavin Anderson je itak tekel, že ko je bil maintainer protokola na CIO, ne, poročati. Ja. Ki je bil povprašan. Ja. No in kaj je iz tam noter bilo, tam noter se je videl, da Epstein in povezani so sponzorirali MIT. MIT je, kaj je to, univerza, ne? Ja. Ameriška. Se pravi, ta nek organ tam v tej univerzi je pa pol del sredstev namenil tudi core developerjem Bitcoina. Zdaj, a je to Epstein zahteval ali ni zahteval, to lahko debatiramo. Adam Beck je pa dobil sofinanciranje za Blockstream, če sem prav sledil. Ja, Blockstream je dolga leta zaposloval kar nekaj core developerjev, tudi maintainerje. Kdo jih je vse financiral, ne vem, ampak oni svojimi dejavnostmi dolga leta niso bili profitabilni, torej so mogli dobiti nek zunanji denar. To je čisto verjetno. Ne? No in oni naj bi bili eni izmed, Epstein je bil eni izmed investitorjev na začetku. Ja, oni posod. No, ampak kaj iz tega sledi, ne? Zdaj, Epstein je Satoshi, ne? Tako kot
koliko je bilo že teh, ki so bili Satoshi, Ja, 15 ali koliko. Ja, MIT ni poročal, kaj se je dogajalo s temi sredstvi in koga so sponzorirali oziroma donirali, to je dejstvo. Epstein je imel kontakt s temi osebami, ki so te osebe bile, so šle na njegov otok ali ne, ne vemo. Ni se beležil, da so bili to neki uradni sestanki. Na MIT-ju so to prikrivali, ne? Da so ta sredstva bila donirana od teh ljudi in kam so jih dejali. In pa, developerji Core so bili v tistem začetnem obdobju sponzorirani strani njih. A pa si se ti kdaj vprašal, kaj Craig Wright reče na to? Ja, on je po mojem zdaj sigurno obtožil Epsteina. Kaj pa če on Epstein? Ja, moramo iti pa v Cortino, pa v Predaco pogledati, če je tam. Ja. Kako se on počuti v vseh teh zgodbah? Jaz mislim, da malo nelagodno. Malo so ga spregledali spet, a ne? Ja. A misliš, da je on tu noter? V fajlih? Fajlih, Ja, mogo bi 100% je. Ampak če ni, je loser, ne? Veš, kaj je ena rekla? Da če nisi v Epstein fajlih, si loser. Pismo je. Ja. Če nisi bil na njegovem otoku, si loser, si nihče. Kaj če je Craig Wright nihče? Pa mu tega sploh še nihče. Ne, to smo že povedali, to smo že dosodili. Keanu Reeves ni, ne? A ja? Primer. Ojej. Pa še par takih kolegov. Ja, ker niso noter. Pustil Epsteina. Ne bova ga pustila. Hočem to zaključiti. Se pravi, Epstein kakorkoli je mogoče imel informacije o Bitcoinu zgodaj. Nikjer se do zdaj ne vidi, da bi kakorkoli vplival na sam protokol. Bitcoin je odprt protokol. Vsak to lahko preveri, kaj se dogaja zadaj. A je kakorkoli to zdaj povezan z Epsteinom, je po moje irelevantno, ker je vsakmu na voljo. In trenutno ne vidimo, da bi lahko v zadnji bile kakšna koda ali pa imeli, ne vem, rešitev kriptografije. A si pa ti pogledal kakšne bloke, če so not kakšne nage punce? Pismo, ne. Daj, če ti najdu, da mi povej. Joške.com. Joške.com. Sem tam tiskal, se tam dogajal, ne bi jaz gledal. No. Ja, to je pa res. Sem odkrit. No, sem ti rekel nekaj s tem Epsteinom. Ja, skratka, Epstein ni Satoshi in Epstein ne bo dobil medalje. Ne bom imel 22 milijonov bitcoina. Kaj novega v Sloveniji? Pojma nijam, ti kaj veš. Začela se je kampanja za uvedbo digitalne identitete. Aha, ja, to sem pa prebral. Ja. A greva čisto na začetek tega. Ja. Tamle teli globalisti imajo idejo, da če združijo digitalen denar, digitalen evro, dolar, z digitalno identiteto, nas lahko kontrolirajo na vsakem koraku in nas pač imajo zaslužne pod še malo bolj strogim režimom, kakor nas imajo zdaj. No in začeli se je v Avstraliji, tam so to že sprejeli, se pravi digitalno identiteto, dostop do socialnih medijev, ne? Za, mislim, da me koliko tam mlajše od 16 let. 16, no, ok. Ampak zakaj so zdaj to obrnili na mlajše, ne? Zato, ker so videli, da kot digitalna identiteta kot taka, se pravi, za kjerkoli ti se pojavljaš na internetu, boš mogel se izkazati, kdo si. Bi bilo tako, ne rekel tako, ampak bi bila zatrta, ne bi šlo čez. In zdaj smo mogli najti način, kako pač ljudi prepričati, kako nas zmanipulirati, da bomo to potrdili. In seveda najlažji ljudem je reči, to je dobro za otroke. In evo. Za otroke gre. Za otroke gre, točno to. In zdaj imamo, otroci ne smejo uporabljati socialnih omrežij. Zdaj, ena stvar, ki se strinjam, socialna omrežja imajo dobre stvari in slabe stvari. Če seveda se zavedaš, kaj je dobrega, pa kaj je slabega, super. Zdaj otroka to pričakovati, ne vem, 15, 14, 13, kakorkoli letih, je, verjamem, da v povprečju težko. Ampak mi starši smo tisti, ki imamo to odgovornost, se pravi, mi moramo povedati otroku, kaj tam čaka, kako ga tam zmanipulirajo, da je prilepljen na ekran, kjer ne razmišlja nič, ker možgani se takrat še razvijajo, ampak mislim, da v kontrasmer gre, ko so za temi skrini. In jaz se strinjam, da je omejitev tega
absolutno zaželena, ampak mi smo tisti, starši, ki smo za to odgovorni, ne Centralni komitej. Centralni komitej Evrope in sveta. Plus, da je to backdoor za digitalno identiteto. Ne? No in klele je zdaj, potem, ko je po Avstraliji, UK je tudi zelo, zelo daleč že pri tem, pa Francija, Portugalska, Danska, Španija je zdaj to rekla, da bo naredila. Je zdaj širom po Evropi in Slovenija seveda spet ena izmed teh takoj naslednjih, ne? Smo začeli govoriti o tem, da bi omejili družbena omrežja za mlajše od 15 let. In kdo bo to bolj vedel, kot pa ravnatelji združenja, ravnatelji osnovnih šol. Ja, in oni so seveda mnenja, da je treba omejiti, da je to slabo. Ampak ti ravnatelji so plačani od sistema, ne? In ne bojo pomislili o tem, kaj zadnji je, in niti jim verjamem, da niso povedali, da je zadnji digitalna entiteta in totalna kontrola. In Jaz ne vem, tukaj imamo problem, ne? kako da ravnatelj ne more pomisliti, da če želimo ločiti osebe na internetu po letih, da je treba identificirati prav vse. Ja, ne, ti ne razumeš tega. Kako ti to razmišljaš? Ja, mogoče vsaj Za razmišljam. otroke gre. Otroci mlajši, kot 14-15, kakorkoli že govorijo, ne smejo do tega. Ni dobro, da grejo na družbena omrežja, ker jih poneumlja. Sem rekel. Grem stav, da ne razumejo, da bodo tudi oni mogli to. Ali pa to vidijo kot nekaj dobrega. Ne, vse kaj pa ne. Kaj pa to? Ne, Mogoče pa niso poslušali najnih epizod o zasebnosti. so. Oba. Ja, oba sta. Ja. Tako da ja, no, kaj pa ti misliš o tem? Mislim, se strinjam s tabo. Spet nam bodo vzeli eno od odgovornosti, jo prenesli na sistem, to normalizirali in prepozno bo, ko se bomo zavedali, kako globoko smo v okovih, tokrat digitalnih. In si ne predstavljam poti ven, ker ljudje ne bomo hoteli iz digitalnega življenja. Kaj enkrat to spustimo, to je digitalna identiteta. Ker nas tukaj pretentajo s tem, da gre za otroke, ker gre to naprej, je konc. Se poveže digitalni denar in digitalna identiteta. In to je zadnji korak v planu globalistov, da nas kontrolirajo povsod. Torej vse, kar nam preostane, je, da digitalne identitete nikako ne naredimo. To je ena stvar, ampak te bojo prisilili, ko boš hotel določene stvari verjetno od države imeti. Ne, da bi hotel imeti, ampak jih bom verjetno mogel imeti. Ne vem, kaj sem šel po pasuš, kam hotel kam iti. Ali pa prometno. Recimo. To še najmanj, ne. Ja, zavrnimo to. Če to je res zadnja linija, zadnja črta je to. Če to prestopimo, ni poti nazaj. smo pečeni. Ne? In to, kar mi dva govoriva zdaj že en let plus, no, klej smo. Pa smo mislili, da ne bo to hitro prišlo k nam. Ja. Tukaj smo. Ampak zahvaljujoč Združenju ravnateljev osnovnih šol, evo nas. Ja, ampak ne, veš, kaj še notri piše lepo v tem članku? Na RTV, mislim, da je bil. Da bo zdaj pa še stroko vprašal, veš. Aha. Ja. A to isto, ko se je vprašali o predlogu zakona za davek kriptovalut? Tako. Vse te strokovnjake. Ja. A tudi Gabrovo? Ali samo njo? Ona je pa prva strokovnjaka. Ja. Sigurno. Panika, ka fajta. Ja. Tako da uprimo se, zavrnemo digitalno identiteto. Vedno bojo na koncu še rešitve za tistega, ki bo hotel. Razmislite o nostru, o tem, kaj govoriva. Verjamem, da se vam zdi ta dva indijanca, ki o tem nostru nabijata. No, pač nostr je odgovor točno na to. Ne? Ko ne boste mogli več, ali pa ne boste želeli svoje identitete dati za vsak portal, kamor boste hoteli iti, dobrodošli na nostr. Ne? Tam se bojo zgradile storitve, so že, ki boste imeli, verjamem, da vso vsebino tudi na nostru. Karkoli boste iskali. Ali pa če bo malo manj, toliko boljše. Če bojo, seveda. Tam je še malo lepše. Zakaj je lepše? Boljše zaradi tega, ker tam se nagrajuje tisto, kar je tebi vredno, ne? In se vidi, kaj je omrežju vredno. A si že opazil oglas na nostru? Ne. Tudi jaz ne. Nisem. Nobene korporacije nisem opazil na nostru. Drži. No, že zato je to dobro, ne? Kaj pa če dava mi dva oglas? Kam?
Na Nostr. Nostr. Ta prva, ki bi na Nostru klašvala. Pa ga bo sama gledala. To. No, vsem pejte na Nostr in zavrnite digitalno identiteto. Ja. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Mama, ne, no, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka, Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če ti povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na Coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust. Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na Coinu. Čakaj, si zapišem na Coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Kaj pa je novega v svetu neobank, ki bodo tudi zahtevali digitalno identiteto? Se tam pa že. Tam pa itak, če hočeš imeti račun, itak imaš vse tam. To že, ampak zdaj bo rekel, pa ni osebna dovolj, potrebna je digitalna osebna. Ja, ok. Prav. Ampak da smo se že tako slekli, ne? Ja. Pri teh. Kaj več tam, ne vem, kva bi bilo. Kaj sem videl? Ja, Revolut je naznanil, da bo integriral Lightning omrežje. Zanimivo. Zakaj? Oni omogočajo tudi nakup in prodajo Bitcoina, tako kot kjerkoli drug exchange. In lahko si, no, si potegnil Bitcoin dol in boš lahko preko Lightninga prenesel. Ampak ne samo to, si predstavljam, da bo oni to uporabljali tudi za prenašanje denarja, ker oni niso samo v Evropi, ampak so tudi širš. In ko bodo prenašali denar, bodo, si predstavljam, prenašali ne po Swiftu, to je tradicionalni bančni rail, kaj to se mu reče, ne vem, po slovensko. Vodilo. No, tukaj bo pa verjetno po Lightningu, zakaj? Zato, ker je pač to takojšnje in cenejše, ne? Ja. No, dobra stvar Lightninga je, da bomo lahko Bitcoin na Revolut v hipu premaknili ali iz njega. Se ne, zakaj bi ga? Slaba stvar je pa ravno to, da je tudi ta Lightning transakcija potem KYC-a, ne? In temu se pa moramo izogniti. Ja. No, ampak to je pač primer enega sprejemanja Bitcoin tehnologije, ne, od bank, ki so tehnološko naprednejše. Ampak ne pozabiti, ne, Lightning lahko uporabljamo že leta sami. 6, 7, 8, ne, mislim, da 2018, da se je začel nekaj tasga. A veš, da so potrdili Lightning transakcijo vredno $1 milijon? Ja, sem videl. Sem videl v 43 sekundah, če se ne motim. Ja. Pozabil sem, kjera institucija, ampak ja. 1 milijon, ste slišali zdaj, ne? Takrat smo prenašali 10 evrov, 100 evrov je bilo že veliko v Bitcoinu. No, zdaj 1 milijon pa gre čez, tako da nima omejitev. Tudi Lightning, ker smo rekli, da to je za mikrozneske. Tako da, evo, sami lahko uporabljate Lightning. Pridite na Bitcoin Meetup, podsukite naju za rokav, če ne poznate Lightning denarnic, bomo pomagali, pokažemo, kako se delajo transakcije, res je luštno to videti. No? Izkuste ga lahko pa tudi na našem Nostru, na enem Nostr profilu, kjer si jih lahko izmenjamo s tako imenovanimi zepi. Drži. Zepi niso nič drugega kot premikanje satošijev z Lightning protokolom od uporabnika do uporabnika. Ne od uporabnika, od poslušalcev do hostov na Coinu. Tako je, ja. Marija k sebi. Tako. Mava še kaj? Ja, mava, sem viden tlele. UBS, bančna skupina, razmišlja, da bi uvedla kriptostoritve za potrošnike. Kaj misliš? Kaj pa gospod Brodnjak? On pa še ne razmišlja. Na splošno. Globoko zimsko spanje. Tako. Zakaj misliš, da je zdaj UBS začel v tem razmišljati? Ne vem zakaj, ampak ziher jih mamijo provizije pri trgovanju Bitcoina in zakaj si ne bi od tega odžrl svoj košček pogače. Ja, drži. Se pravi, če drugi že služijo, bo treba tudi njim, ne? Če ne bo bolj malo stalo za njih. Glede na to, da se trenutno, saj izgleda tako, celotna finančna industrija seli na stablecoine, tako da, ja, kripto je naslednja zadeva. Velikrat so mi rekli, da srečo imajo tisti, ki so kupovali Bitcoin pri 10 evrih, pri 100 evrih, pri 1000 evrih, pri 10 000 evrih in tako naprej.
Kaj pa tisti, ki smo ga pri 100.000 evrih? Ja, tisti smo pa, evo, vidiš, le smo. Ne? Zato pa to govorimo zdaj. A ste ga kupili zdaj? Kaj govorili so, da ga bojo, ko bo padel, ne? Kaj je bil takrat predrag. A ste ga kupili zdaj? Res me zanima, dajte mi povedati. Ali je zdaj preveč padel, pa je spet strah? Kdaj je ta pravi cajt za nakup? Ne vemo, ne? Vsak dan. Ja. Pravijo, kupujte, ker so drug prestrašeni. Tako pravijo zmagovalci. No. In zdaj jih je ful prestrašenih, a ne? Prestrašenih je veliko, ja. Zmagovalcev ni tako veliko. No, še kaj? Mislim, da ne. Ne. Stanite na kojnu. In zbirite se to še.